Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni. Tisti čas v mesecu je, ko se na kup zberemo ženske in govorimo o tem, kaj se bo dogajalo tega meseca, kaj lahko pričakujemo, kje so pasti, kje so priložnosti, kajti čas je za energije meseca. In v moji družbi kolegice Tanja Glažar, Feng Shui svetovalka, Romana Pogorevčnik, numerologinja in karmična diagnostika Aleksandra Drole. Pozdravljene, drage dame, dobrodošle vse tri. Evo, preden gremo z energijam konkretno, vam bom postregla neko zadevo. Zdaj, decembra smo malo pridobili, kilogramov, ja, in vsega tega. In vam bom postregla eno zadevo za čiščenje jeter in pa črevesja. In to je tudi nagradna igra tega meseca. In sicer morajo ljudje našteti vsej 3 zelišča, ki dejansko čistijo jetra in črevesje. Ok? Ja. Se vama sanja kaj? Kjeri se kaj sanja, kaj bi to lahko bilo? Nekaj grenkega mora biti. Grenkega? Ok, tole je zeliščna formula, tako da zelišča so dejansko noter. Izvoli kar probej. Pa boš povedala, kaj dejansko čutiš ali pa ne čutiš. Lahko daš v vodo, v jogurtu, karkoli dejansko. Zdaj pač bomo dali v vodo. Kakšen regrat, artičoka, verjetno. Probi. A je zelo slabo? Ni slabo. Mogoče bi bilo treba še malo premešati, se je Ja, na, ti bom dala. sedlina. Evo, izvoli, probi. Hvala. Boš videla, če je grenko? Ti še malo Na roko imam. Ja, Zdaj si pa le čistimo jetra. ja. Ja. A je tukaj slabo? Ne, sploh ni slabo. Ni, ne? Grenko ni, kislo ni. Ja. Fajn, ne? Dober. Janeš čutam. Ja, Ja. himel. Ja. Ja, se to. Kaj še? Dajmo pogledati, kaj je tukaj dejansko noter. In sicer vse je ekološko. Torej lanena semena, indijski trpotec, kumina, koriander, origano, peteršilj in pa tudi glina. Tako da kombinacija za čiščenje jeter in črevesja. In sedaj nagradno vprašanje za vas, dragi gledalci in gledalke. Torej preko Facebooka poteka tale nagradna igra. Torej, naštejte vsaj 3 zelišča, ki torej pomagajo čistiti jetra in pa črevesje. Torej odgovorite in evo, fina nagradica torej za vas. Evo, drage dame, bomo začeli s tabo, Tanja, ne? Seveda, februarja Ja. se zamenja leto po Feng Shui. To je mesec, ko delamo letne Feng Shui spremembe. 4. februarja je tisti dan D, ko se obrne leto za urejanje prostora iz prašiča na podgano. Kaj je treba poudariti? Vse to je noter v priročniku. Lahko pa vam namignem, Ja. da je zahodno in severozahodno področje v letu 2020 zelo ugodno in za posel in za odnose. Ok. Torej, ta mesec moramo kaj narediti? Ta mesec jaz svetujem vsem, ki že imajo narejen Feng Shui ali ki ga še nimajo, da naredijo najprej letne spremembe, glede na leto. Tisti, ki pa bolj sledijo zavzeto, pa lahko v mojem Feng Shui koledarju najdejo tudi mesečne spremembe, o katerih bomo danes govorili. Ok, mesečne spremembe. Ok, ampak v redu. Nasploh smo zdaj v podgani. Zdaj smo v podgani s februarjem in če gledamo nasploh, mesec februar je mesec za pridobivanje znanja. Odličen mesec za študij. In v tem smislu je dobro, da aktiviramo določena področja, pa ne nazadnje tudi sebe. Ne? Če se želimo kaj novega naučiti, imamo zelo veliko podporo znanja, študija, raziskovanja. Romana, leto 2020, vibracija števila 4, kaj ne da? Ja, seveda. Mesec februar pa Vibracija števila 2. 2. Ja. In tukaj je tudi zanimivo, da tudi 2. februar je 2.2.2020, potem je 20.2.2020, Ja. 22.2.2020, Ja. same dvojke. Ja. Dvojka govori o skrbeh. Govori pa tudi, ok, da bom bolj pozitivna, govori o tem, da se spreminjamo. Ok. Potrebna je sprememba. Ampak na kak način? Ne na tak način, da bomo se spremenili, potem si bomo premislili, pa se spet spremenili, pa premislili. Tukaj moramo biti bolj konstantni.
Dvojka je drugače tista lepa lunina energija, ne? Tako da bomo bolj poslušali svoje čustva, bolj se osredotočamo na svoje občutke, ker občutki so tisti, ko nam govori podzavest z njimi. A ne, naš nam lahko kar naprej nekaj govori, ampak ta je tisti vrh ledene gore. Tista gora, ki je pa skrita v morju, je pa ta dvojka, je pa ta podzavest. In bolj, ko se bomo res usmerjali vase, boljše odločitve bomo sprejemali. Okay. Torej, Romana, imaš pripravljene dobre, slabe dneve, več o tem tudi v nadaljevanju. Karmična diagnostika, Aleksandra, za ta mesec, kje je poudarek? Poudarek v februarju mesecu je bitka za življenjske spremembe. Mi se konstantno spreminjamo. Smo že rekli, da je sprememba edina stalnica, ki lahko pričakujemo v našem življenju. In ko res hočemo nekaj spremeniti, nekaj na novo začeti ali pa spremeniti način mišljenja, delovanja, je to idealen mesec, da to naredimo, vkolikor smo pripravljeni bili do zdaj, da smo to splanirali. Se pravi, ta mesec se ločiti, ta mesec pospraviti hišo, pospraviti zimsko garderobo. Tako hitro. Na Primorskem mogoče že, a ne? Ja, dobro, v redu. Zamenjati prijatelje. Tudi, če je nujno, ne prijatelje, sploh. Službo pustiti. Mogoče pa predlagati kak nov projekt ali pa razmišljati o sebi na drugačen način. Zdaj, kako mi ljudje smo čudna bitja. Imamo eno veliko napako. Vidimo vse ven, druge, ne vidimo pa sebe. Se pravi, ta naša napaka se bo zelo pokazala v mesecu februarja, če vidimo vse, kaj je narobe okrog nas, kar nas moti na drugih, ampak drugi so dejansko naše ogledalo. In zato je partnerski odnos in združitev, ujemanje ravno na preizkušnji v februarju mesecu. Ok, razumem. Tanja, v mesecu marcu sicer tudi pripravljaš eno krasno predavanje o spomladanskem čiščenju, o feng shuju in vsem ostalim, ki se bo dejansko tukaj zgodilo. Torej, zdaj še ni čas za te konkretne spremembe, ali že zdaj lahko začnemo? Lahko začnemo že zdaj, so pa nekatera obdobja v letu, ko nas energije bolj podpirajo. Vsekakor je to obdobje spomladi, ko vse vzcveti, ko imamo veliko idej in moramo si tudi narediti prostor za te ideje uresničiti. Zato je to spomladansko čiščenje tako priporočljivo. Ja. Ok, odlično. Romana, dobri, slabi dnevi? Ja. Oziroma, ne dobri, slabi dnevi. Dnevi, ki so zelo podprti in dnevi, ki imajo več izzivov. Tako je, izzivi so tisti, ker ne bomo naivni, a ne? Mi si lahko naredimo vsak dan lep. Ja. Če smo prepričani v to. Kajti tudi, ko dežuje, sije sonce, sam vidimo ga, ne? Ja, pa jasno, sije lahko v nas. Ja. Zdaj, tisti dnevi, ki so izzivi, so pa ravno te, ki sem jih že prej naštela. Ta drugi, pa 20. 22. A res, ti lepi dnevi? Lepe so številke, recimo. Izzivi so za tiste ljudi, ki imajo v sebi tudi vibracijo števila 2 ali pa vibracijo števila 8. Zaradi tega, ker tukaj tudi sam seštevek teh dnevov je v 2 in 8. Vemo pa, da je to najslabša kombinacija. In tisti ljudje, recimo Tatjane, Alenke, Dragoti in tako naprej, tisti ljudje bodo takrat malo več spet tuhtali. Tatjane, Alenke pa Dragoti. Pa še ostali, vsi tisti, ki imajo. Kakšna sreča, da sem Tanja. Ja, seveda, jasno, za tebe je to v redu. Ja. Tako, in te izzivi, kadar pridejo izzivi, mi takrat moramo imeti energijo in se odločiti, da bomo ta izziv rešili. Ker nikoli ni naša naloga tako težka, da jim ne bi mogli rešiti. In te izzivi naj bodo z nasmehom na obrazu. Ker takrat, se pravi, ti bi rada, da jaz rodim z nasmehom na obrazu? Z nasmehom na obrazu, Jasmina. Hvala, sprejmem ta izziv. In to so datumi, kad ne bom rodila pol, ne? Imajo že v osnovi izzive. Pa sej otročiček se je odločil, kdaj se bo rodil in sigurno se ne bo. Jaz pa sem tako rekla, kaj bi bil lep datum 22.2.2020. Ok, morbit ne. Pa je takrat je pobrcal? Zdajle, kaj si to rekla? Ali pa zdajle? Ne.
A ja, to je On ima potrditev. on ima svoj načrt. Ok, svoj Ja, načrt. ja. Sprejmem načrt. Tako da, Torej, še enkrat, slabi dnevi si rekla 2.2., 11.2., 20.2., 22.2., 28.2. Ja. Se pravi, dajmo se ne spuščati takrat v ene stvari, ki se nam ni treba. tako, takrat se raje nasmehnimo, poglejmo, kako je življenje lepo. Ja. Takrat je treba pogledati navzgor, se nasmehniti in reči hvala, 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 hvala. Hvala ne tistim slabim mislim Ja. in tako dobimo takoj boljšo energijo. Odlično. In ko imamo mi dobro energijo, takrat se mi lahko lotimo reševanja izzivov. Okay. Ja. Preden zaupaš dobre datume, ti izzivi, se pravi ti datumi, si jih pa sploh označimo, da se takrat ne prepiramo s partnerjem pa v familiji, ne? Kaj praviš, da je to življenje v dvoji najbolj na preizkušnji v februarju? Ja, nikoli ne rečem, da česa ni dobro in kaj bi kdo mogel, ker ne moramo biti nespontani, ukalupirani. Jaz sem zato, da plavamo s tokom življenja. Če te prime, da komu rečeš, ej, na živce mi gre, da delaš to, mu takoj reči, pa ne se smejati zraven, ker pa si hinavc. Nisem zato, da nosimo maske dol, pa to, če je pust ali ne vem kaj. Se pravi, hočem, da smo resnični, iskreni, taki, ko smo. In ko smo že pri datumih, jaz sem sicer namaran se ukvarjati z datumi, ker hočem vsak dan živeti tako, kot da plavam s tokom. Se pravi, enkrat te zanese v eno smer, enkrat v drugo, malo bolj spontano grem, ampak tale Valentinovo sem pa mogla pogledati. Ja, in? Ja, fantastično. No. Okrog Valentinova ful fantastično in tukaj moram... Pričakuješ orgazme, cvetje in čokolado? 3 orgazme. V glavnem, to bo čas poln strasti, a ne želje po akciji. Se pravi, ja, akcija. Besede bojo pa šle mogoče težje z jezika, marsikomu. Pa ne pokaže. Ja, naj pokaže, naj povabi. Mogoče bi si kdo, prav tista energija Valentina, ki se ni mogel izpovedati, bomo jo letos maksimalno začutili in to v partnerskih odnosih. To so vseh vrst, to so lahko poslovno-partnerski odnosi. Wow. Recimo, vse, super bo Valentinovo delalo za nas, odlično. Torej, tale mesec pa, poleg tega, da se boste očitno imeli zelo fajn na Valentinovo, priprave na porod, ja, lahko se pripravljate z mano in sicer imamo že določen datum za pripravo na porod, en tak res krasen dogodek z večjimi predavateljicami, ki bodo razlagale te stvari, podružili se bomo, veliko informacij novih bomo zvedele, tako da čustvena in vse možne priprave take in drugačne. Kaj praviš, Tanja, da je to za izobraževanje? Imamo pa tudi dogodek za izstop iz toksičnih odnosov, tako da tudi to smo očitno izbrali dober datum Aleksandra, glede na to, da življenje dvoje in podobno. Skratka, veliko zanimivosti, klepet ob kavi.si pod dogodki lahko pogledate. Tanja, kaj pa ti praviš na 14. pa tak naprej februarja, kaj imaš napisan v Feng Shui priročniku? V Feng Shui priročniku imam napisan za 14. februar, trenutek, da prelistam. Odličen datum za posel, za odnose, potovanje in urejanje stanovanja. Se pravi, ne nas dec nekam pele. Ja, idealno bi bilo. Idealno bi bilo. Če pa se slučajno tega ne spomni, se pa lahko tudi mi spomnimo pa njega, ko mu odpeljamo. Vse smo par. Bravo, Tanja, pridobivaš moške gledalce. Romana, dobri dnevi, je 14. med njimi, imamo napisani, kateri so dobri dnevi? Ja, zdaj recimo 4. je dober, 4. začetek novega kitajskega leta, 6. 6. je ena sama ljubezen, 9. označen ga imam tudi 27. Recimo 15. je tudi dober. Zdaj 14. je pa tako, če ga mi seštejemo, 14. je itak petka, a ne, petica tista želi biti vesela. Potem, ko ga pa seštejemo, dobimo pa vibracijo 11. Tako da ne bodo vsi veseli. Bodo nekateri veseli, nekateri pa ne bodo. Roko na srce, tako je. Drugač pa kar naj začnejo, pa pol po polnoči je pa 15. pa je tudi tako, bo pa takrat Valentinovo za marsikoga. Takrat bo pa potem to vse v redu. Je kakšna
barva, Tanja, ki bi jo postavili v spalnico, ali pa kakšen premik, ki bi ga dejansko naredili, kaj, kar bi postavili v center, kakšna roža, ki bi jo dejansko dodali, da bomo malce bolj cveteli februarja. Ne samo februarja, tudi v letu 2020 je element lesa tisti, ki usklajuje leto. Se pravi, več rastlin, več zelene barve, svetlo modre barve, več mehkobe. Se pravi, ta element rasti, ki dviguje energijo. Element lesa je energija rasti. In če želimo, da leto podgane je naše zlato leto, ne samo kovinska podgana, ampak da je zlata podgana, potem dajmo več lesenih dodatkov. Tudi skleda s sadjem je dobrodošla. Ok, torej les. Les. Morbiti pomaga, da živim v leseni hiši. Zelo pomaga. Ne zelo pomaga, ampak prav usklajujete. Usklajuje, odlično. Aleksandra, nekam je treba iti, fajn se je treba imeti in vse te zadeve. Kaj še lahko poveš, kar je zelo pomembno, kaj je mogoče past ali pa priložnost v februarju 2020? V februarju 2020 je energija združitve, kompatibilnosti. Se pravi, takrat bo na karmični preizkušnji, rečemo temu, če smo z nekom kompatibilni, združljivi, prav to maksimalno čutimo. Če pa z nekom nismo, smo pač po sili razmeri, bo pa še slabš. Tako da ta energija združitve je na preizkušnji in to je to, kako vsak doživlja to, bo pa sam občutil. Ok, bo pa občutil dejansko sam. Zanimivo. Torej, predavanje, ki ga imamo pripravljeno za izstop iz toksičnih odnosov, se pravi, ko imaš vedno ene in iste vzorce, podobni ljudje in tako naprej. Se pravi, je to nekaj, kar je... Zelo primerno za ta mesec. Zelo primerno in zelo primerno, ker smo ljudje recimo v odnosu z drugim tudi ogledalo sebi, mi doživljamo sebe, tako ko nam drugi povejo, kakšni smo. Recimo zelo pogosto je tako, včasih nam tudi dajo napačne informacije o nas samih, ki nas hočejo potlačiti ali pa nas navidezno dvigajo v nebesa. Tako da to je zelo videti sebe v odsevu drugih. Romana, katera imena bodo pa ta mesec ful fajn? Začni z Jasmina. No, najprej Jasmina, pa Aleksandra, pa Tanja, pa Romana. Zdaj takole, mi ko iščemo imena, vedno pogledamo, kako je to ime kompatibilno s priimkom, kako je kompatibilno z dnevom rojstva, kako je kompatibilno z celotnim datumom rojstva. Ok, zakompliciran. Tako da sploh ne moremo reči, katero ime je tisto, ki je najboljše za mesec februar. Ja, kateri bojo najbolj uživali? Mojce ali Marije ali Franci? Ne moremo, ne, kje pa. Odlično. Tanja, mogoče še zaključna misel za mesec februar, ki je torej začetni mesec zlate podganice. Ja, in zlato, kaj je to? Bogastvo, denar. Torej, če želimo podpreti svoj recimo vodilni položaj v podjetju ali pa načrtovanje, bomo okrepili severozahodno področje s kakšnim lepim kristalom, se pravi nekaj, kar ponazarja element zemlje ali pa element lesa, nekaj, kar raste. Zahodno področje za brainstorming, za ideje nove, za skupni duh, odlično področje. Enako spodbudimo z elementom ognja, s kakšno lučjo, z glasbo, da mogoče se bolj sprostimo, lažje razmišljamo in dobimo nove ideje. Tako da, zahod in severozahod, akcija. Ostala področja pa ne bodo malenkost bolj pasivna, da ne bo pešalo naše zdravje. Odlično. Hvala vsem trem, drage dame, in morda ali pa ne, se vidimo tudi v marcu. Mislim, z mano. Odlično, evo, preverite na klepet.si vse te novice, vse te dogodke, veliko se bo dogajalo in imamo še nekaj konkretnih nasvetov za tale mesec, dajte si jih pogledati.